Ajde, bo! Pa mais imaš veliko pred tem. Kaj je? Kje imaš rutko? Nimam. Se je pošlo iz Valentina. Šmira. Evo. Vete, imaš še te mlade skavte. Evo. Oni kad treninge vajo. Ne prišla, viš pa smo naredili. A pa je, evo jo. Evo, to pa je ovo razumljeno. A pa je butara. Se bom. Ja. Te tako je noč prosto. Pri tvojih vratih, blagoslovil je tvoje otroke v nebi. Tvoji deželi da je živeti v miru, hranite z najboljšo pšenico. Hvali Gospoda Jeruzalem, hvali svojega Boga Sion. Hozana, Hozana, Hozana na V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Amen. milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Predragi bratje in sestre, že od začetka postnega časa smo pripravljali svoje srca s pokoro in dobrimi deli. Danes pa smo se zbrali, da bi z vso cerkvijo nekako naprej doživeli Kristusovo velikonočno skrivnost. To je njegovo trpljenje in ustajenje. V ta namen je Jezus slovesno prišel v svoje mesto Jeruzalem. Z veliko vero in pobožnostjo se spomnimo tega zveličavnega vhoda in pojdimo za Kristusom.
Po njegovi milosti prijemamo sadove križa in smo deležni njegovega vstajenja in življenja. Sedaj bomo najprvo blagoslovili zelenje, ki ste ga prinesli s seboj. Molimo. Vsemogočni Bog, blagoslovi to zelenje. Znamenje življenja in zmage. Veseli bomo sprejemali Kristusa kralja, daj nam, da bomo mogli dospeti v večni Jeruzalem, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas se je Jezus napotil proti Jeruzalemu, hodil je spredaj. Ko je prišel v bližino Betfage in Betanije, gori, ki se imenuje Olska, je poslal dva izmed učencev in jima rekel, pojdite v vas, ki je pred vama. Ko pridete vanja, boste našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek. Odvežite ga in pripeljite. Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujete, recite takole, Gospod ga potrebuje. Učenca, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je bil povedal. Ko sta odvezovala oslička, so jima njegovi gospodari rekli, zakaj odvezujete oslička? Rekla sta, Gospod ga potrebuje. In odvedla sta ga k Jezusu, vrgla na oslička vsak svoj plašč in nanj posadila Jezusa. Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče na pot. Ko se je že približal pobočje Olske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli. Govorili so, blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu. V nebesih mir in slava na višavah. Nekaj farizejev iz množice mu je reklo, učitelj, pograjaj svoje učence. Odvrnil jim je, povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Velikokrat smo mi tiho in ne upamo govoriti, pričevati o Gospodu. In tudi za nas veljajo te besede, če bomo mi umolknili, bodo kamni vpili za Gospoda, ga bo narava oznanjala. Narava ga že oznanja, preko vsega zelenja, ki smo ga prinesli seboj, preko vsega tistega, kar se prebuja v teh dneh in poganja svoj sad. Prosimo Gospoda, da bi tudi mi ne bili suh les, ampak les, ki je poln življenja, ljudje, ki pričujemo za Gospoda in ki smo pripravljeni s svojimi deli predvsem vedno znova dajati tisti pravi okus življenja, ne samo za nas, ampak za vse ljudi okrog nas. Ko se bomo sedaj podali v procesiji v cerkev, skupaj s pevci, skavti in z vsemi, ki smo zbrani tukaj, resnično slavimo Gospoda. Sicer je to slavljenje začetek v Jezusovo trpljenje, ampak kot kristjanom se nam naša misel ne ustavi na trpljenju, pač pa na vstajenju, ki sledi. Dragi bratje in sestre, kakor množica, ki je vzklikala Jezusu, slavimo Kristusa tudi mi in pojdimo v Božjem miru v našo župnijsko cerkev.
in obstajanje z njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Preden nadaljujemo, se poznate tisto, kaj je boljše, dober stat ali slab sedeti. Ampak te sprede je še nekaj prostora tudi za sedenje, tako da lahko pridete še naprej in se usedete v prve klopi.
Sam pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamen. Padel na kolena in molil. Oče, če hočeš, daj da gre za kelih mimo mene, ampak ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Prikazal se mu je angel iz nebes in ga kričal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj bolečeval. Njegova pot je postala kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Ko je vstal do molitve, je šel k učencem in jih našel, da so v žalosti zaspali. Rekel jim je: Kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Medtem, ko je še govoril, je prišla množica. Pred njo je hodil eden izmed 12, ki se je imenoval Juda. Približal se je Jezusu, da bi ga porinil. Jezus pa mu je rekel: Juda, s poljubom izdaješ sina človekovega. Ko so ti, ki so bili okrog njega, videli, kaj se bo zgodilo, so rekli: Gospod, naj udarimo z mečem. In eden izmed njih je udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno oko. Jezus je odgovoril: Nehajte, dovolj je. In dotaknil se ušesa in ga ozdravil. Velikim duhovnikom, poveljnikom v templju in starešinam, ki so prišli naden, pa je rekel: Kakor na razbojnika ste prišli z meči in goli. Dan na dan sem bil pred vami v templju in niste dvignili rok name. Toda to je vaša ura, članstne me. Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so v hišo velikega duhovnika. Peter pa je šel dalec za njim. Sredi dvorišča so zakulili ogenj, in ko so sedli skupaj, je Peter sedel v nebu. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je odprla mali šip in rekla: Tudi kaj je z njim? On je tajil in dejal: Ne poznam ga, žena. Kmalu na to ga je videl nekdo drug in pripomnil: Tudi ti si izmed njih. Peter pa je rekel: Človek Božji, nisem. Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval: Res je, tudi ta je bil z njim, saj je vendar Galilejec. Peter pa je rekel: Človek Božji, ne vem, kaj praviš. In tisti trenutek, ko je še govoril, je vedenje zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra. Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: Preden bo danes vedenje zapel, ne boš 3-krat zadajal. In šel ven in se je britko zjokal. Možje, ki so imeli Jezusa plenjenega, so ga zasmehovali in pretepali. Zakrili so mu obraz in ga spraševali: In še veliko drugih kletov so izrekali zoper njega. Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki, ter ga privedli pred svoj veliki zbor. Rekli so: Povej nam, ali si ti Mesija? Rekel jim je: Če vam povem, vi gotovo ne boste verjeli. In če vas vprašam, vi gotovo ne boste odgovorili. Toda odslej bo Sin človekov sedel na desnici Božje moči. Vsi so dejali: Ti si torej Božji sin. Rekel jim je: Vi pravite, da sem. Oni so dejali: Kaj potrebujemo še pričevanja, saj smo sami slišali iz njegovih ust. Vzdignila se je vsa množica in napeljala k Pilatu. Začeli so ga tožiti in so govorili: Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani dajati cesarju davke, ker pravi, da je Mesija kralj. Pilat ga je vprašal: Si ti judovski kralj? On pa mu je odgovoril: Ti tako praviš. Pilat je rekel velikim duhovnikom in množici: Nobene krivde ne najde na tem človeku. Oni pa so še bolj pritiskali in govorili: Ljudstvo hujska, pouči po vsej Judeji, od Galileje, kjer je začel, pa vse do sem. Ko je Pilat poslišal in vprašal, ali je prav Galilejec, in ko je izvedel, da je izpod Herodove oblasti, ga je poslal k Herodu, je tudi bil tiste dni v Jeruzalemu.
Ko je Herod zagledal Jezusa, se je zelo razveselil. Že precej časa je namreč želel videti, ker je slišal o njem. Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje. Spraševal ga je z mnogimi besedami, Jezus pa mu ni nič odgovoril. Veliki duhovniki in pismovki so stali zraven in ga silovito obtoževali. Herod ga je skupaj s svojimi vojaki zasramoval, ga v posmeh obrnil bleščeče oblačilo in poslal nazaj k Pilatu. Tisti dan sta se Herod in Pilat prijateljila, prej sta se namreč sovražila. Pilat je sklical velike duhovnike, voditelje in ljudstvo, da jim rekel: Pripeljali ste mi tega človeka, čez da zavaja ljudstvo. Jaz pa sem ga vpričal vas zaslišal in nisem našel na njem nobene krivde v stvari, zaradi katerih ga tožite. Tudi Herod je mi našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Glejte, nič takega ni storil, zaradi česar bi zaslužil smrt. Dal ga bom torej pretrpsti in ga izpustiti. Tedaj so si hkrati zlobili: Rod se izpusti nam Baraba. Tega so namreč vrgli ječo zaradi upora, ki je nastal v mestu, in zaradi mora. Pilat jih je znova nagovoril, ker je hotel izpustiti Jezusa. Oni pa so kar naprej vpili: Križaj ga, križaj ga. Še tretjič jih je vprašal: Kaj je vendar storil hudega? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, ki se našel na njih. Dal ga bom torej pretrpsti in ga izpustil. Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali naj ga križa. In njihovo pitje je postalo vse glasnejše. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zadeva. Izpustil je tistega, ki je bil vržen ječa zaradi upora in umora, in so ga zahtevali. Jezusa pa je izročil njihovi volji. Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusa. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se topile po prsih in jokali zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: Hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj, nad svojimi odlogi. Glejte, prišli bodo namreč dnevi, v katerih porečejo blagor nerodoviti, blagor njim, ki niso rodile, in prsim, ki niso dojile. Takrat bodo začeli govoriti gorom: Hvalite na nas, in griče: Pokrižite nas. Kajte, če zeleni bleskom delajo tako, kaj se bo zgodilo s suhim? Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca, ker bi jo skupaj z njim usmrtili. In ko so pošli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko so si delili njegova oblačila, so zanjo žrebali. Ljudstvo pa je stalo zraven gledalo. Celo voditelji ljudstva so se naučevali iz njega in govorili: Druge je večji, največji sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec. Posmehovali so se tudi vojaki, pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: Če si judovski kralj, reši samega sebe. Nad njim je bil tudi napis: Ta je judovski kralj. Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: Ali nisi ti Mesija, reši sebe in najbolj. Drugi pa mu je odgovoril in ga svaril: Ali se ne bojiš Boga, saj ti je zadeva enaka osudba. Imajo v pravici, kaj ti klemava in verno povračilo za to, kar sva spravila. Ta pa ni storil nič hudega. In govoril je: Jezus, spomni se me, ko prideš svoje kraljestvo. In on je rekel: Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Bilo je že
močnim glasom in rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. In ko je to rekel, je izdihnil. Ko je sploh videl, kaj se je zgodilo, je slišal Boga dejal: Zares, ta človek je bil pravičen. In ko so vse množice, ki so se zbrale, da bi gledali, videli, kaj se je zgodilo, so se nazaj gledali po vrsti. Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč, prav tako tudi žene, ki so ga spremljali, odgledali sem in so pogledali. Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime. Bil je član velikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil z judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božjo kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga iz križa, ga zavil v kos platna in položil v grob, izdolgan v skalo, kamor ni še niče položen. Bil je dan pripravljanja in bližala se je sobota. Žene, ki so prišle z Jezusom z Galileje, so šli za Jožem. Videli so grob in kako je bilo njegovo telo položeno. Nato so se vrnile ter pripravili dišave in vino. V soboto pa so po zapovedi počivali. Mi pa skupaj izpovejmo vero. Verujem, da je Boga in žitala se oproščila stvarnika nebes in zemlje, vseh velikih in velikih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinega rojenega Sina Božjega, ki je začela vajeti vse veliki, in je Gospod po nas, dušo duši, pravi Bog od pravega Boga, rojenega stvarja, enega Kristusa začela, ki je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas krivi in zaradi našega različanja prišel iz nebes in se je prijestil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, ki je bil tudi križan za nas, kot Bog se je prijatelji trpel in bil blagodožen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma